Ja, tako je. Slovenska Karitas tudi letos z akcijama Miklavževi angelčki in pismo za lepši dan vabi, da se v prazničnem času z darilom ali ročno napisanim pismom spomnimo otrok iz revnejših družin, starejših in osamljenih. S preprostim dejanjem, ki ne vzame veliko časa, lahko vlijemo upanje. Čeprav akcije potekata v predprazničnem času, nas želita opomniti na stiske, ki jih ljudje občutijo vse leto. Denis Malačič. Lepo pozdravljeni. Menim, da se vse stvari zgodijo z razlogom in tudi to pismo je namenjeno vam, z nekim razlogom oziroma namenom. Prostovoljci Young Caritas Slovenija te dni že tretje leto zapored prebirajo pisma, ki so namenjena starejšim in osamljenim, da jim pričarajo lepe praznične dni z ročno napisanim pismom. Smo prostovoljci tudi zelo pozitivno presenečeni, kako kreativnost pisem dobimo, kako so lepo napisana, ustvarjana. Zraven priložijo potem še kakšno ilustracijo, pesem, zgodbo, fotografije, potem kakšni tudi priložijo kakšen čaj, čokolado, tako da tukaj so zelo veliko različnih načinov, kako lahko pismo napišemo. Stvar je preprosta. Prijavite se na obrazcu youngcaritas.si, pismo za lepši dan, počakate na elektronsko pošto s podrobnejšimi navodili, napišete pismo in ga pošljete na Slovensko Karitas. Od tam bo pismo romalo do osebe, ki ga že težko pričakuje. Lansko leto smo zbrali 5192 pisem, tudi ena zanimivost je ta, da smo lani tudi prejeli pisma iz 13 evropskih držav. Ob pisanju pisem za starejše pa lahko postanemo tudi Miklavževi angelčki in se lotimo zavijanja daril za otroke iz socialno ogroženih družin. Prva med njimi so že prispela do zbirnega mesta v Mladinskem centru Vič. Kakor vidite, tukaj gor je napisan, za koga darilo je. Tukaj piše, deklica je 1. do 3. razred in to v bistvu pove, komu je darilo namenjeno. Potem imate tukaj recimo deklica 9 do 12 let, so darila označena, ker so tudi potem noter sestavljena tako, da so za različne spole in različne starostne skupine. Darila zbirajo do 2. decembra, vsak delovnik med 15. in 19. uro. Ob Mladinskem centru Vič pa jih lahko oddate tudi drugod, a še pred tem... Ključno je, da vsak izmed nas pogleda doma za kakšno prazno škatlo od čevljev, jo ovije v darilni papir, notri pa priloži še kakšno didaktično igro ali knjigo, potem kaj sladkega, lahko pa tudi potem še kaj lepega napiše. Akcija poteka že 4. leto zapored. Miklavžev angelček pa lahko postane kdorkoli. Prvič se je v to vlogo vživela tudi prostovoljka z Hrvaške, Mateja Bučkar. Pa podsjeća me na to da moramo uvijek biti solidarni, bilo to na način da pokažemo solidarnost davanjem nekog malog znaka pažnje, slatkiša ili toplih čarapa, mislim da je to jako bitno. Ne samo u ova predbožićna doba, već i kroz cijelu godinu, mislim da je to jako lijepo, da. Število Miklavževih angelčkov vsako leto raste. Lansko leto jih je pri akciji sodelovalo že 312. Skupaj z njimi so tako zbrali kar 538 daril. Letos se jim lahko pridružite tudi vi, ob tem pa ne pozabite, da z leti samo spoznaš, da lepih besed in dobrih dejanj nikoli ni preveč.